Blaž Gregorc, član seveda naše prve branilskega para, seveda po porazu 7-1 je težko biti pameten, ampak vsaj po tistem, kar sem sam videl, začeli ste danes izjemno dobro, po mojem okusu. Morda Švicari niso na začetku takoj pritisnili s popolnim plinom, ampak vaš začetek je bil dober. Prvih 10 minut je bilo res dobrih, dali smo tisti gol, ampak potem naslednjo vse ostalo tekma je bila pa katastrofalna, igrali smo zelo slabo. Prihajali so do šans, do powerplayov, preveč smo imeli izključitev, nismo drsali, tako da zato teh 7 golov čisto po lastni krivdi, ker si nismo dali discipline, tako smo se zamenili pred tekmo. Zakaj pride do tega, da tako na hitro, dobesedno po enem trenutku tako pade disciplina v igri? Tisti, sami ste omenili, igralci več za Švico, to so oni vedno znali odlično kaznovati in tu so najboljši prav v igri powerplay. Ja, tudi vedeli smo pred tekmo, so nam povedali, da so zelo dobri na powerplay, da moramo mirkati tam, ampak ne vem, kaj to pride do tega, da tako pade, da jim damo te priložnosti na 5-4, pa da nam dajo take lahke gole. Bi mogli predvsem branilci tam pred golem počistiti, pa so dali na te odbite gole, tako da ne vem, kaj je bilo vzrok tega. Če bi vedeli, ziher popravili. Sami ste branilec, v Vojencu smo nekako razmišljali o tem, da prav na tem, da so naši branilci odigrali vrhunski turnir takrat na Danskem, smo lahko gradili vse skupaj. Tu ni vse tako, kot si najbrž tudi sami želite. Ja, ni vse tako rožnato, kar je bilo pa v Vojencu, to je res. Ne vem, zakaj tako le pride. Kot sem že rekel, če bi vedeli, zakaj bi to že vse popravili, pa bi veliko boljše igrali, ampak tako je, taka je realnost, treba se sprijazniti, pa glave gor pa iti naprej. Ampak ko igralec pride v ta nekakšen krč, to je še mnogo težje. Kako vi gledate na vse skupaj? Konec koncev, sam imam ves čas v glavi tisti že prvi gol proti Norveški, ki smo ga neverjetno poceni prejeli in to lahko, ali lahko to vpliva na vse skupaj potem? Ja, mogoče lahko vpliva, ampak to ne sme vplivati v naših glavah. Glave mora biti pripravljene na to, na vse mora biti pripravljene, glava je najbolj pomembna. Ampak tako se dogaja, to je šport, treba iti naprej. Treba iti naprej in sedaj še trije, še hujši nasprotniki kot Švica, če gledamo svetovno lestvico. Kako? Potrebno bo odigrati in dostojno zapustiti to prvenstvo. Ja, seveda, mi igramo za Slovenijo, mi se borimo do zadnje, ne glede na to, tole Kanada, bo kakšen drug nasprotnik. Imamo zdaj 3 najtežje na papirju. Tudi Švicari so bili mogoče malo lažje na papirju, ampak vemo, da so premagali Švede pa to, tako da nič, dali bomo vse, borili se bomo za Slovenijo, da bomo lahko ponosni po svetovnemu, ne glede na to, da če bomo izgubili. Ponosni ste brez dvoma lahko, igrali boste na olimpijskih igrah, ne glede na to, kaj se bo to ponedeljka dogajalo tu na Švedskem. Ja, to je res, elite pa mogoče ne bodo dokler, če bomo tako naprej igrali. Bo pa čez 2 leti. Ja, to tudi res, ja. Najlepša hvala. Hvala.